Dobrodošli. Dobrodošli ob slednji uri dneva in noči, ki ste bili z nami, ki ste orali in varovali polja, ki ste pekli kruh, ki ste ravnali po srcu in vesti, ki ste sanjali, ki ste branili svoje sanje z besedo, ki ste verjeli, ki niste obupali in ki ste ostali zvesti. Dobrodošli pred hišo naših sanj. Besedo predajam predsedniku krajevne skupnosti Cven, gospodu Boru Zemljaku. Izvolite.
Spoštovani, dobrodošli na današnji slavnostni dogodek, ki nas ponovno združuje v duhu prijateljstva in dobrih odnosov. Pred več kot 60 leti smo vaščani stopili skupaj in v borih 55 dneh kulturi, športu in družabnem življenju našega ponosnega zgodovinsko bogatega kraja dodali središče dogajanja, povezovanja in novega ustvarjanja. Spletla so se številna prijateljstva, generacije mladih in starih so čutile veselje in srečo skozi umetnost, igro, tekmovalnost in ples. Z veliko žalosti in grekobe v srcih smo sprejeli dejstvo, da smo morali dom zaradi dotrajanosti zapreti v letu 2008. S tem je nastala praznina v življenju kraja in krajank ter krajanov. V resnici nikoli ni bilo dvoma o tem, da bo dom nekoč ponovno odprl svoja vrata in nam ponudil okolje za prijetne občutke, ki smo jih vse skozi vajeni. Bilo je samo vprašanje časa in priložnosti, da pride do prenove in do novega začetka. Vsem, ki so v preteklih letih prispevali svoj del k uresničitvi tega cilja, gre iskrena zahvala in zahvala gre tudi vsem, ki so v svojih sedanjih vlogah sprejeli odločitve in se lotili izvedbe prenove. Dobro načrtovanje projekta in strokovnost sta tlakovali pot do 336 000 evrov nepovratnih sredstev strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. K temu je bilo potrebno dodati še več kot 200 000 evrov proračunskih sredstev občine. Prenova tako res ni bila majhen zalogaj, saj je skupna vrednost investicije znašala 550 683,76 evra, torej gre za eno izmed največjih investicij na Cvenu. Kot predsednik gradbenega odbora sem imel čast zastopati interese našega kraja in povezovati naše ljudi v tem skupnem projektu. Za dobro opravljeno delo se iskreno zahvaljujem članom gradbenega odbora, gospodu Antonu Herico, občinskemu svetniku, članom krajevne skupnosti Cven, Jakobu Sabotinu in Andreju Rusu, članu kulturnega društva Cven, Antonu Mariniču in gospe Liljani Koser, strokovni sodelavki občinske uprave. Seveda gre zahvala tudi gospe županije, ki nam je dala proste roke in obenem vso podporo, ki smo jo potrebovali, da pripeljemo projekt do hitrega in uspešnega konca. Zato me do neke mere žalosti, da se v zadnjem času širijo neresnice in se sprožajo dvomi o tem projektu. Ljudje, ki taka dejanja spodbujajo, niso prijatelji Cvena in nas iz zavisti do tega uspeha želijo ponovno med seboj skregati. In to bi bila slaba popotnica novemu začetku. Vsak naj presodi sam, komu verjame, in naj sodi sam to, kar vidi. Prepričan sem, da vas bo prenovljena stavba zadružnega doma navdušila. Obnova ostrešja, fasade, stavbnega pohištva in ostale notranje opreme, zamenjava inštalacij ter ureditev censke opreme in opreme pisarn. Skratka, vse od A do Ž. In čeprav smo z izgradnjo prejeli veliko darilo, smo se vedli z skladom najboljšo tradicijo. Sami smo vložili veliko prostega časa in tudi današnjo slovesnost prirejamo prostovoljno in z dobrodelno noto. Zopet smo stopili skupaj člani vseh delujočih društev, v krajevni skupnosti, ki jih ni malo, ter za pomoč pri organizaciji prosili gospo županjo, ki nam jo tudi tokrat ni odrekla. Z izkupičkom od prodaje pijač na današnji prireditvi pa bomo pokrili nabavo stolov, ki na vas že čakajo v dvorani. Drage krajanke in krajani, spoštovani gostje, prijatelji, predstavniki izvajalcev in sponzorjev, prišel je čas, da dovolite novemu domu, da naredi prvi vtis na vas. Hvala lepa.
Ljudno prosim spoštovano gospo županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karba, predstavnika izvajalca projekta obnove Zadružni dom Cven VG5 DOO, komercialnega direktorja gospoda Tomaža Krapeža in predsednika krajevne skupnosti Cven gospoda Bora Zemljaka k slavnostnemu prerezu traku. Tega svice veljo, mirno! Prosim duhovnika župnije Ljutomer, gospoda Martina Paniča, za kratek blagoslov. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bratje in sestre, molil sem, da nam je bila razumnost, vroče sem klical in nama je prišel duh modrosti. Bolj sem ocenil, kako žezla in prestole. V primerjavi z njo sem imel bogatstvo za prazen nič. Niti z neprecenljivim draguljem je nisem primerjal, vse v njenih očeh vse zlato, kot kupček peska. Bolj kot zdravje in lepot sem postavil, sem jo vzljubil. Sklenil sem, da bo jo imel raje kako luč, ker njen plamen ne pozna pojemanja. Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine. Njene roke so mi prinesle neizmerno bogatstvo. Vesel sem bil vseh dobrin, ker sem vedel, da je pošilja modrost. Nisem povedal, da je ona mati. Božja beseda, Bogu hvala. Čast mi je, vesel sem, da sem smel danes nastopati gospoda župnika in blagosloviti ta čudoviti vaš zadružni dom. Hvala, da sem smeli tukaj tudi veruk imeti. Nekaj časa sem tudi jaz sem prihajal in srečeval se z dobrimi vašimi otroki. Hvala. Želim, da vam to prinese obilo veselja, radosti, razumevanja medsebojnega. Skratka, veliko dobrote in veliko ljubezni. Zdaj mu pa kar blagosloveni, prosim. Nebeški Oče, prosimo te, poslušaj naše prošnje in jih usliši. Z modrostjo si se ustvaril in svojo previdnost nas ohranjaš pri življenju. Da bomo cenili modrost, bolj kot vse zaklade zemlje. Prosimo te, posliši nas. Človeka si obdarja z razumom, da po tvoji volji gospoduje stvarstvo. Da se ne bomo zanašali le na svojo pamet, ampak v ponižnosti priznavali svojo majhnost. Vsem otrokom daje sposobnosti, da z njimi služijo drug drugemu, da bodo naši učitelji, profesori, svojim znanjem iskali tvoje sledi v stvarstvo in učencem odkrili tvojo modrost. Prosimo te, usliši nas. Molimo. Gospod Bog, v svoje dobroti nam daješ, da to zgradbo namenjamo vsem božčanom, blagoslavljamo, prosimo te, naj vsi, ki bodo v njej se srečevali, vesele išče resnico in da priznavajo za vi resnice po Kristusu našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesi,
posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodaj se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslavljena si med ženami in blagoslavljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. V imenu gospoda župnika, nas ostalih duhovnikov, se zahvaljujem vsem, ki ste se prizadevali, da ste to čudovito zgradbo tako lepo obnovili. Pri nas se je tole zgodilo, še na konec smem povedati. Ko smo veliko obnavljali, je en možakar takole rekel, lahko je župniku, denar zbere pa naredi. Se neko naj pride pa nadomeščati, povedal, koliko skrbi je, koliko prečutih noči. Pride mi je taka hvala vam, ne bom danes dozahval, da se ne bo v ponos, pa veselje vsem vam, vsem treba, vsem tukaj na tem polju. Hvala. Sledi spust golobov. Spoštovani obiskovalci, sedaj pa vas prisrčno vabim v kulturno dvorano našega doma, kjer bomo nadaljevali s programom otvoritvene slovesnosti. Izvolite, prosim. Amen.
kako bi vas mogli lepše pospremiti v hišo naših sanj, kot s pesmijo otrok, naših najmlajših, ki bodo v prihodnosti še mnoga leta ustvarjali za vse nas in za vsako priložnost. Sedaj pa prisluhnimo besedam o domovini. Pojem ti hvalico, domovina. Rečem jim, ko me sprašujejo zate, da si dežela srečnih ljudi. Kaj ti ne vem, če nikdo med njimi, ki ti pogubo in žalost želi. Rečem jim, da so obdelana polja, da nam pšenica dvakrat zori in da strastna življenjska volja žene ljudi. Ljudi na zemlji, ljudi pri strojih, ljudi pri peresu. Rečem jim, da je svoboda, pravica in rečem jim, da sem ponosna na te, ker tebi enake dežele ni. In ker te ljubim, domovina, mi nikar ne zameri takih laži. Slavnostnemu govoru vabim našega cenjenega sokrajana, sina graditelja prvega slovenskega zadružnega doma na Cvenu, doktorja Mirana Puconjo. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi spodnji Krapenci, gornji Krapenci, Motarci in Cvenari. Po 64 letih zopet tu, v tem prostoru, v tej dvorani, vsi skupaj. In drugič, po 45 letih oziroma 44 letih zopet tu, zopet cela ekipa. Tu, na tej strani, na desnem bregu Mure. Obmurski svet je obdarjen s posebno prioriteto. Tu je slovenska žitnica in ni daleč do Goric. V vseh kulturah je kruh predstavljal temeljni temeljno svrž preživetja, vino pa je bilo vir življenjske radosti. Oba preživetvena temelja sta v staroavstrijski državi zaradi prodaje vina in žita v Italijo, potem pa tudi smeri Gradca in še naprej proti Dunaju, naše kraje uvrstila sam vrst ekonomskega razvoja. Deželni knezi, ki so kolonizirali Mursko polje, so uvedli frankovski način kmetovanja, to je formiranje individualnih kmetij. Pri tem so ohranili kolektivno organizacijo vasi, kar je pomenilo tudi ohranitev dotedanjega staroslovanskega zadružnega načina življenja v skupnosti, torej sosedska, kjer so ohranili jezik, šege, navade in gojili medsebojno pomoč. Do pojava nacionalizma v 19. stoletju je stara avstrijska država dopuščala obstoj slovenskega življa. Z rastočimi nacionalizmi se je vdašala tudi slovenska narodna zavest, ki se je opirala na nastajajoči slovenski kapital. Odtlej je jezik postal govorica kapitala. Konkurenca med slovenskim in nemškim jezikom bo samo predstraža konkurence kapitala. Slovensko se je najbolj držalo kmečkih okolij. Tu so specifičnimi družbenimi oblikami še najbolj uspevali nemškemu prodoru. Ni brez roka, da so ljubljanski liberalci že 2 leti po organizaciji prvega slovenskega tabora videli v Cvenu pravi kraj, kjer se lahko organizira beseda,
to je veselica na prostem s kulturnim programom. Prav tako ni slučajno, da je ljudomerski katoliško usmerjeni krog z dežilnim poslancem Ivanom Kukovcem v Cvenu videl najboljši primer, kjer se lahko uveljavijo nove oblike tako gospodarskega kot tudi družbenega razvoja. Ni izjema, da so tu med prvimi v Evropi organizirali konjske dirke, da je na Cvenu ob koncu 19. stoletja zaživela prva kmečka zadruga na celotnem slovenskem Štajerskem. Enako zadruga za zrel žrebet kot edinstvena takratni celotni avstro-ogrski monarhiji. Prav tako Cvenska posojilnica, ustanovilo se je gasilsko društvo, prvo s poveljevanjem jezikom slovenščini na celotnem Murskem polju. Delovalo je pravno društvo in v okviru njega prva tamburaška skupina zopet na celotnem slovenskem Štajerskem. Vse te oblike izkazujejo izrazito kolektivni značaj, na čelu kateri stojijo sicer kleni lideri, ampak jim vaški kolektiv zaupa. Kako so bili kmečki lideri iz nekdanje Cvenske občine, znani ljudski tribuni, predani delu za skupnost, vidimo v primeru dveh graditeljev Ljutomerskega soprskega doma in Ljutomerskega orlovskega katoliškega doma, še v času Karadžordževićevske Jugoslavije. Prvi je izhajal iz Mote, drugi iz Cvena. Oba sta izraz požrtvovalnosti posameznika, predanosti velikim ciljem skupnosti. Vprašamo se, kateri motivi so vodili nemško oblast, da je leta 1942 prav na Cvenu ustanovila Reichsarbeitsdienst, se pravi Reichovo delovno službo, ki je ob vzgoji mladine za vojsko imela tudi postavljeno nalogo najširše gospodarske prenove Murskega polja, vključno z namakanjem zemlje in takratne Murice. Prav gotovo je ni bil tuj kolektivni socialni karakter našega človeka. Še bolj je presenetljivo, zakaj so novi oblastniki po letu 1945 socialistične oblike kmečkega organiziranja med prvimi v takratni državi, v takratni Jugoslaviji, uveljavljali prav na Cvenu. Slutnja novega sveta je kljub znanim ideološkim predpostavkam, ki sicer za kmečke množice niso bile sprejemljive, bila močnejša. Ob siceršnji politični direktivi iz Ljubljane, kasneje pa tudi motivaciji vaščanov po skupnem zadružnem in kulturnem prostoru, se je zgradil zadružni dom na Cvenu. Mnoge ljudske igre so bili v času pred drugo svetovno vojno na prostem ali po skednih. Zato je bilo potrebno zgraditi kulturno dvorano, pa tudi pisano, družbeno, politično in praktično življenje je terjalo ustrezno lokacijo. Nova, povsem drugačna doba je oblikovala kmečke posameznike, entuziaste, ki so kljub odporu uspeli povezati skupnost, ustvarjalni napor z namenom, da zadosti nujne vsakovrstne potrebe okolja. Gre za entuziazem, pravi gigantizem kmečkega človeka v nekem preokretnem času, človeka, kateremu je ta čas prvenstvena skupnost, ne pa njegova kmetija, družina in osebno življenje. Temeljni cilji izgradnje zadružnega doma so bili dolgi desetletji dobro realizirani. Kulturna dvorana je bila namenjena uprizoritvi proslav, iger, koncertov, telovadnim nastopom, predavanjem, zborom občanov, občasnim kinopredstavam. Vsi imamo v spominu odlično organizirane cvenske veselice. Vsi se nekako ob spominu na silovit zagon čudimo ob spoštovanju do vsega tega, kako so vse plasti prebivalstva desetletjih po drugi svetovni vojni kot eden stale in z veseljem delale. In Cvenski zadružni dom je bil srci tega zagona. Kravenci, Motrci in Cvenari se klanjamo tej stavbi. Zadružni dom je ogledal naše mladosti. Naj vzdori naših prednikov, ki so se žrtvovali v veliko težjih in nevarnejših povojih, bodisi še v času narodnostnih bojev v Stari Avstriji, ali v času Karadžordževićevske Jugoslavije, ali še nedolgo nazaj v Titovi Jugoslaviji,
pritegnejo tudi danes, ko nas nišče ne ovira. Skupnost in delo za skupnost sta našemu človeku cepljena že v genih. Imamo pogoje, kakršnih naši predniki niso imeli. Imamo krasne in ambiciozne ljudi. Začeli smo že, samo da nadaljevati še moramo. Veže nas zgodovina, veže nas izročilo prednikov, veže nas kri in zemlja in z njo vse, kar je našega in skupnega. Predvsem pa skrb za naš obstoj in obstoj bodočih pokolenj. Hvala lepa. Srečnega sem te videvala po košnji in žetvi. Takrat si žvižgal vesele pesmi in sanjal travne in žitne sanje. Najbolj ponosnega sem te videvala, ko si živini nakladal seno v globoki zimi in rezal v družini vsakdanji kruh. A nikoli te nisem videla, ko si bil ranjen ali poražen. Le tvoja kleter je včasih legla, kakor toča na hišni prag. Naše gorice so ilovnate, oj, ilovnate. In zlata je kapljica z naših goric, oj, duša pesniška, zlata in čista. Do trde noči bi oral in kosil, sekal in vozil do trde noči. Potem bi še stopil k živini v hlev, ali pa v kleti pretakal pijačo.
Posebej smo ponosni na našo domačinko Sandro Vučko, ljutomersko vinsko kraljico Martino 16., ki skrbi tudi za to, da nas vino združuje, kakor nas združuje zadružni dom in pesem odpeta s srcem. Čestitamo Sandro. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares, prav vse. Tako verjamem tudi naši mlajši folklorni skupini kulturnega društva Cvet. Small
ja gospodinja več ne vejo, kar bi kuha ven na sobo. zares in z resnico, kdor zida z ljubeznijo in za ljubezen, ta ne zida le zase, ta zida za vse in zida prihodnost. Vsi, ki smo danes tukaj zbrani, smo vsak na svoj način zaslužni za to veliko pridobitev. Tako aktivni člani vseh društev, predvsem pa naša zvesta publika. So pa tudi tisti, ki se jim želimo posebej zahvaliti za njihove zasluge pri uresničitvi projekta obnove za družni dom Cven.
Prosim predsednika naše krajevne skupnosti, da podeli zahvale za posebne zasluge pri obnovi zadružnega doma. Zahvalo prejmejo občina Ljutomer, občinski svet. Prosim, gospa županja, če lahko pridete na oder. Zahvalno pa prejmejo seveda tudi naši krajani. Tihomir Babič, Andrej Rus, Daniel Smodiš, in Branko Smodiš. Iskreno čestitamo. Besedo ima gospa županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba. Spoštovani, so trenutki, ko se zgodovina časti in trenutki, ko zgodovina nastaja. Danes je ena izmed tistih redkih priložnosti, ko imamo čas početi oboje. Uspeh vsake dejavnosti je prej ali slej povezan s pogoji, ki jih imamo na razpolago za udejstvovanje, za vadbo, za priprave, za delo. Zadružni dom je nekaj posebnega v tem pogledu, saj združuje funkcije kulturnega doma, športne dvorane, družabnega prostora, sejne sobe in še mnogo drugih poslanstev. Tako je delovanje in dobro stanje tega doma usodno ne za eno, ampak za vrsto pomembnih aktivnosti, ki združujejo ljudi in občutno prispevajo k ohranjanju in poglobitvi krajevne identitete, tradicij, izročil, šeg in navad. Zato sem zelo vesela, da je obnova zaključena in se lahko začne pisati novo poglavje v pestrem, ustvarjalnem in družabnem življenju Cvena. Preden nadaljujem, dovolite, da podelim z vami osebno izkušnjo, ki sem jo doživela ob tej obnovi. Namreč o njej sem se veliko naučila glede ukvarjanja s politiko in predvsem tudi o ukvarjanju s politiki. Ne vem, če to veste ali ne, vendar, če bi bilo po moje, bi to svečano otvoritev praznovali šele leto dni pozneje. Seveda ne nikakor zato, ker bi imela kaj proti zadružnemu domu ali krajankam in krajanom Cvena. Nikakor ne. Ampak zgolj zaradi tega, ker sem bila vzgojena
da držim svojo besedo, izpolnim dane obljube in ostajam zvesta že začrtanim ciljem. Tudi takrat, ko to ni vedno najbolj priročno ali ugodno zame. Odločitev, da se lotim dela županje, je bilo tesno povezano z cilji, ki jih želimo resničiti, s programom, ki je relativno preprost. Prizadeva si postaviti potrebe občank in občanov na prvo mesto, odpraviti grozljivo zadolženost občine, še bolje, urediti naše lepo okolje, ustvarjati pogoje za gospodarski razvoj ter boljše in prijaznejše odnose med ljudmi, spremeniti občinsko upravo občankam in občanom prijazen, ter učinkovit servis in, kar je zelo pomembno, zagotoviti enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. Za vse te cilje sem pripravila številne konkretne ukrepe in tudi konkretne obljube po posameznih krajevnih skupnosti. Veliko izmed njih je že izvedenih in že kažejo dobre učinke, vendar pomemben ukrep, ki predvsem ureja enakomernost razvoja krajevnih skupnosti, je zaporedje investicij. Torej, kdaj in kje se kaj gradi, ureja ali investira. In prenoviti ta zgodovinsko bogat in zacven, ter s tem za celotno občino zelo pomemben zadružni dom, sem načrtovala šele dobro leto dni pozneje. Torej, zakaj? Odgovor je preprost. V naši občini imamo vasi, ki še vedno nimajo dostopa do vodovoda, so torej žal brez pitne vode. In iskreno povedano, meni osebno se je zdelo bolj pomembno, da prvo tem ljudem omogočimo dostop do pitne vode, potem pa obnavljamo zadružni dom. Upam, da mi to ne zamerite preveč. In verjamem, da lahko razumete razloge, ki so me vodili do tega stališča. Zato pravim, da sem se naučila veliko o politiki. Namreč oboje, vodovod in zadružni dom, sta se mi zdela oba zelo pomembna. Vendar slabost politike je od človeka zahteval, da izbira med dvema dobrima predlogoma in na koncu dneva moram postaviti enega pred drugim oziroma za drugega. V tem smislu sem morala sprejeti nepriljubljeno odločitev in za njo tudi stati. Zato bi bila zelo neiskrena, če bi vam zatrjevala, da sem se borila kot levinja za to, da se obnova spravi na vrh seznama prioritet. In ob tem sem se naučila tudi veliko o občinskih politikih, o ljudeh, ki so se raje borili za to, da sprejmejo bolj priljubljeno odločitev, ki se mi je osebno zdela ki se jim je bolj zdela koristna in so za to korist bili pripravljeni povoziti razvojno partnerstvo in ustaviti sprejem proračuna. Uspelo jim je in kocka je padla, vendar od te točke naprej pa sem se borila kot levinja, da projekt uspe. Da se vsi postopki speljajo pravilno in pravočasno, da se počrpajo nepovratna sredstva in se otvoritev resniči čim prej. Nauk iz te izkušnje z občinskimi politiki in politikom me je vodil do tega, da nisem želela dovoliti, da je ponovno vodil skušnjave priljubljenih odločitev tudi v fazi izvedbe. Zato sem bila zelo vesela, ko so se v gradbeni odbor vključili angažirani ljudje iz vašega kraja, ki so skupaj s predsednikom odbora res odlično izpeljali vse potrebno, da se je projekt zaključil pravočasno in če se pogledamo okrog sebe, brez dvoma ugotovimo, da je rezultat izjemno dober. Vsem članom gradbenega odbora in njegovemu predsedniku ter seveda vsem drugim krajankam in krajanom, ki ste prispevali po lastnih močeh, se zahvaljujem za veliko in zelo dobro upravljeno delo. Zahvala gre tudi projektantom in izvajalcem, ki so večkrat dokazali, da dobro obvladajo svoj posel. Na podlagi dobrih načrtov in zaupanja v svoje sposobnosti so bili pripravljeni prevzeti izgradnjo objekta po načelu ključ v roke, kar pomeni, da so prevzeli vsa finančna tveganja v primeru, da se gradnja podraži. Čestitam, ker jim je uspelo priti zelo blizu ocen, ki so jih naredili, vendar kljub temu smo občani in občanke z odločitvijo gradnje na ključ privarčevali dobrih 16 000 evrov, dodatnih stroškov v primerjavi s prvotnimi načrti. Zato se danes lahko iskreno veselimo z zares čisto vestjo. Veselimo se dobrih stvari, dobremu namenu, ki združuje ljudi
in nas dela močnejše. Razvoj Cvena je razvoj občine Ljutomer in na oboje smo danes lahko zelo ponosni. Danes in še mnogo, mnogo let. Hvala lepa. Hvala lepa. Dovolite mi še, da opravim častno dejanje in res z iskreno zahvalo podarim priznanje predsedniku gradbenega odbora, predsedniku krajevne skupnosti, gospodu Boru Zemljaku, za odločnost in odličnost pri povezovanju lokalnih interesov in krajanov v skupnem cilju kakovostne obnove zadružnega doma. Moja iskrena zahvala gre prav tako vsem članom gradbenega odbora. Moja odločitev, koga imenovati gradbeni odbor, je temeljila izključno na zaupanju. In jaz bi želela, da bi vsi člani gradbenega odbora se mi pridružili na odru, ker nisem se odločila narobe. Hvala lepa še enkrat. Iskrena hvala gospe županji in članom gradbenega odbora, posebej pa seveda predsedniku naše krajevne skupnosti. Dobiš lahko vse, kar hočeš, če si le želiš dovolj obupno. Želeti si moraš žarom, ki ti prodre skozi kožo in se pridruži energiji, ki je ustvarila svet. Prav tako energijo izžarevata Urška in Sara.
Ne gre zapovedati, ne prepovedati radost v srcu. Srce ob zapovedi rado obmokne, ob prepovedi rado znori. A ni življenja brez srčne radosti. Srčna radost je tudi dajati in prejemati. Podelili bomo spominske slike s posvetilom za pomoč pri obnovi našega doma ter pri organizaciji današnje slavnosti. Ponovno prosim gospoda predsednika, da se mi pridruži na odru. Spominske slike v zahvalo prejmejo gospa županja magistra Olga Karba, Aleš Valkovič, strokovni sodelavec občinske uprave Ljutomer, Tonka D.D. Murares D.O.O. DG5 D.O.O. Makoter D.O.O. Cven. Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, podružnica Cven. In seveda tudi župan občine Ljutomer v preteklem mandatu in državni poslanec gospod Franc Jurša, ki pa je žal odsoten, zato nam je poslal čestitko. Citiram: Spoštovani krajani krajevne skupnosti Cven, resnično se veselim z vami, da ste s svojo vztrajnostjo in slogo obnovili prvi zadružni dom v Sloveniji in vam iskreno čestitam. Franc Jurša, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Vsem iskreno čestitam in se še enkrat zahvaljujem. Gospa Darja Kosič-Auer želi še nekaj povedati. Spoštovane krajani in krajanke, spoštovani gospod predsednik, hvala za to priznanje in pozornost. V imenu zaposlenih osnovne šole Ivana Cankarja in seveda podružnice Cven vam iskreno čestitamo k tej pridobitvi. Veselimo se z vami in vam želimo, da ta čudovito obnovljeni dom napolnite z bogato in pestro vsebino. Seveda pričakujemo, da bomo tudi mi pristavili svojo skledo. Če mi je dovoljeno omeniti, že letos oktobra, ko bo Cvenska podružnica praznovala 130 let obstoja. Hvala lepa in še enkrat čestitam. In dodajam, da bo ta dom še lepši, so likovna dela prispevali najmlajši in malo starejši učenci iz Cvena.
mešani pevski zbor, če pride na oder. So se razlegale do neba vesele pesmi prijateljstva, da so v en glas prepevala z nami vsa drevesa okoli nas. In so se srca nam stikala, kot so se stikale veje široko. In so se duše nam dvigale, kot so se dvigale krošnje visoko. Še se razlega pri nas Prešerna pesem o življenju. tem zaključujemo našo slovesnost tukaj v dvorani. Ljudno vas vabimo še na ogled celotnega obnovljenega objekta,
potem pa na pogostitev in druženje pod šotorom ob športnem parku, kjer se bodo odvijale še razne aktivnosti. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam, da preživite prijetno popoldne pri nas, tukaj na stičišču Cvena, Mote, Zgornjega in Spodnjega Krapja. Ko boš prišel, zmeraj prinesi mi rože. Rože mi vse povedo.